Dobrodošli na znanstvenih večerih Univerze v Novi Gorici. Današnji gost, dr. Jernej Čopič, je docent na Univerzi v Marseju, pa gostujoči izredni profesor na Kalifornijskem inštitutu za tehnologijo, Caltechu krajše, tudi gostujoči raziskovalec v Pragi, in sicer v Centru za ekonomske raziskave Karlove univerze in pa Ekonomskem inštitutu na Češki akademiji znanosti. Njegova pot je zelo zanimiva. Po univerzitetni diplomi na Univerzi v Ljubljani ga je pot zanesla v Barcelono, kjer je dobil strokovni magisterij iz ekonomije. Potem je šel naprej v Združene države Amerike, in sicer na Caltech, kjer je doktoriral. Tam se še ni končalo, potem je šel še na podoktorsko usposabljanje na Univerzo Yale, sama zveneča imena, in se potem vrnil nazaj v Kalifornijo, kjer je bil kot docent na Kalifornijski univerzi v Los Angelesu. Njegovo področje je teorija ekonomije. In sicer je za svoja dela, svoje izobraževanje in potem naprej raziskovalno delo prejemnik kar precej štipendij, mednarodnih, tudi slovenskih, drugače pa zelo aktiven kot pedagog na pedagoškem področju, se pravi predava precej imel mentorstv, pa na raziskovalnem področju, ker potrjujejo kar njegove lepe objave, za njegova leta precejšnje število. Prenaša pa to tudi v prakso, ne? In sicer analitska znanja, malo se je poskusil tudi v podjetništvu. Res prenaša ta znanja teorije ekonomije v prakso, pa mogoče ena anekdota, ko je okoli Univerze v Los Angelesu delal v bistvu analizo, koliko so kavice v raznih lokalih, je to upravil tako temeljito, da so ga začeli ti lastniki klicati kar profesor Coffee, po naše profesor Kavica. Tako da, današnje predavanje je sicer iz teorije ekonomije, modeliranje matematično in sicer pogajanj. Tako da bomo videli, kaj bo prišlo iz tega. Osebno mislim, da bo predavanje zelo zanimivo, obljublja predavatelj nekaj hudomušnosti, ampak dosti sem govoril, tako da mislim, da je čas, da predam govorniški oder predavatelju. Prosim. Skratka, najlepša hvala za to povabilo in to je res en krasen prostor in publiki, da ste prišli. Torej, jaz bom govoril danes o teh ekonomskih modelih pogajanj na trgih in v političnih okoljih. In zdaj, za začetek samo eno tak, nekih par besed o tem, kaj je sploh ta ekonomska teorija, oziroma kako ne boste potem razočarani nad tem, kar vam zdaj jaz povedal. Namreč en moj dober prijatelj, ki je bil zelo dober ekonomist, on je rekel, da je ekonomska teorija nekje med pripovedništvom in matematiko. In to pomeni, da je pač nekje ena taka zgodba, oziroma neka realna ekonomska situacija, in potem se ta situacija malo poenostavi v eno štorijo, v zgodbo. In to je pač del naloge teoretičnega ekonomista, da v bistvu to štorijo nekako naredi, da ima rep in glavo, na kar potem vse to skupaj spravi v najpreprostejši možen matematični zapis, in to potem reši. In upajmo, da s tem osvetli neko vprašanje zdaj iz realnega sveta, da se nam nekako razjasni, kako stvari delujejo oziroma zakaj je nekaj tako, kot je. Ampak zdaj ti matematični modeli so pa lahko skrajno preprosti. In je to lahko pač nekaj takega, kar bi lahko človek razložil srednješolcu, recimo, ali pa še celo osnovnošolcu. In v bistvu
najlepši ti modeli so natančno taki, ne, da so čim preprostejši, da pač tukaj matematika nekje ne zastre, da komplicirana matematika ne zastre vprašanja in te štorije, ki je v ozadju. No in jaz mislim, da te modeli danes bodo natančno take narave in v glavnem izvirajo iz precej večjih umov, ne, kot je moj in kot bom pač to tudi povedal. Ne. No in govoril bom pa v bistvu o 3 različnih stvareh in ta prvi primer bo delitev dobička med prodajo neke dobrine in kako se zdaj ta dobiček deli med kupca in prodajalca in tukaj bo pač, to bo najpreprostejši možni opis tega problema, ker oba točno vesta, koliko je zdaj tega dobička na mizi, ki se ga ona dva razdelita. Skratka, kakšna je razlika med neko vrednostjo, ki jo ima kupec in produkcijsko ceno, ki jo ima prodajalec. Tukaj ni nobenega problema v tem, da zdaj pač morata nekaj vsi prikrivati. Ampak da gre samo za to, kako si boste ta dobiček razdelila. Ne? No in skratka, to je v bistvu najpreprostejši trg, ker je samo en kupec, en prodajalec, no in recimo razlika je tukaj lahko $1 ali pa €1 zaradi mene. Ne? No, potem naslednji malo bolj kompliciran problem, ne, bo ta, kako je zdaj se taka podobna pogajanja, ne, naredijo med recimo poslanci v neki skupščini, ne, in tukaj bi se pa šlo zdaj za recimo za delitev te budžetne pogače, ne, med neodvisne poslance, ki potem to dajo svojim volilnim okolišem. Ne. Okay, ne. Skratka, te pač niso zdaj vezani na neke stranke, ne, ampak vsak dela samo zato, da bi čim bolj zadovoljil svoje volilce. In zdaj razlika je seveda v tem, ne, da se mora potem to, kar se oni spogajajo, ne, je treba potem potrditi z neko večino. Ne. Okay, ne. No in potem tretji, ne, še malo bolj kompliciran primerček, ne, bo pa ta, kjer so pa recimo to zdaj lahko pogajanja o delitvi stečajne mase enega podjetja, ne, naprimer. Ne. Tam je pa razlika v tem, ne, da so zdaj pa te volilne teže, ne, različnih akterjev različne. Zato, ker pač tisti, ki ima več delnic, ne, ima s tem tudi večji delež v glasovanju, ne, ker je pač njegova glasovna moč sorazmerna s tem, z njegovim deležem v podjetju. Ne. Okay, ne, skratka. No in to so zdaj ti 3 različni modeli, ki bom jaz pa še upam obdelal. In se bom pa zdaj skušal držati tega navodila, ne, in tudi meni to navodilo zelo ustreza, da naj tukaj ne bo nikakršnih kompliciranih formul in matematike in tako naprej. In bom skušal stvari razložiti nekako z besedami, ne, pa, in jaz upam, da bo to šlo. No. No, zdaj, tukaj je bilo zdaj mišljeno, ne, da bi na tej transparenci, ne, da bi bil nek zapis v tem, ne, kako morajo in to je bilo v bistvu vzeto iz nekega tečaja na MIT-u, torej Massachusetts Institute of Technology, o trgih elektrike, ne, in kako morajo zdaj pač to, kako se določi električna cena v prenosu elektrike čez to omrežje, ne, med dobavitelji elektrike in potem končnimi porabniki in pa tudi kako je zdaj treba skozi omrežje to ceno zaračunavati, da mora imeti pa nekakšne lastnosti, ne, in to je to, da pač se zdaj vsa cena, produkcijska cena in vzdrževalna cena tega omrežja, da se pokrije in da je to čim bolj pošteno, ne, do vseh ki se zdaj tega sistema poslužujejo in da je hkrati čim preprostejše in čim transparentnejše. Ne. To so pač nekako zahteve tega vrednotenja oziroma vrednotenja porabe elektrike skozi to omrežje. Ne. In to je pač samo kot nekak primer neke motivacije, ne, da pač v bistvu si mi dejansko želimo, ne, nekih takih preprostih rešitev, ne, ki jih zdaj lahko transparentno razložimo, ne, zakaj bi morale take biti. No, zdaj pa začnimo s tem prvim primerčkom in to je delitev dobička med 2 pogajalca. In zdaj vsak od
ta primer je meni še posebej pri srcu, zato ker sem jaz se zelo veliko v svojem raziskovalnem delu ukvarjam pač s take sortnimi problemi in sem se potem tudi že v praksi s tem poskusil, ne, namreč jaz sem svoje teoretična znanja enkrat skušal uveljaviti na nekem bazarju v Jeruzalemu, ne, in sem potem od tam pripeljal domov in moji starši imajo še zdaj doma en kup ene take v bistvu še kar neuporabne robe, ne, za katero sem blazno več plačal, kakor bi bilo treba. Ne, tako da v bistvu pač to moje teoretično znanje mogoče tle meni ni najbolj pomagalo. Ne. No, ampak je pa ta bazar, ne, še vseeno v bistvu ta prava prispodoba, ne, za ta prvi model, zato ker dejansko tukaj gre za ta zgodba, ne, ki si jo je izmislil Rubinstein leta 1982, je naslednja, ne, da pač je tukaj zdaj veliko možnih krogov pogajanj. Ne. V vsakem krogu pogajanj pač eden od teh dveh pogajalcev da nek predlog, ne, o ceni, ki jo potem zdaj naslednji, tisti na drugi strani, ali potrdi ali zavrne. Ukolikor jo potrdi, sta se zmenila. Ne. Če jo zavrne, potem greste v naslednji krog, ker se zdaj vloge zamenjajo. Ne. In je zdaj pač tisti, ki je bil prej, ki je prej sprejemal to ponudbo, ne, je zdaj novi ponudnik. Ne. In zdaj pač, če je kdo bil na bazarju, ne, točno ve, da je to tako. Ne. Ko ti prideš tja, ne, rečeš, no, zdaj, koliko je pa zdaj ta cena, ne, in on pač reče 15 recimo, ne, in ti rečeš, ojej, jaz pa 15 nimam, ne, jaz imam pa sam 6, zato ker sem študent, pa imam doma punco, ki pa nič ne dela, pa včeraj je prišla babica na obisk, pa smo morali kupiti jabolka, pa potem smo šli pa na trg, pa skratka ta štorija zdaj mora čim dalj časa trajati, ne, ker to je v bistvu vsa poanta tega, ne, na bazarju. Ne. No, in potem tudi tisti naslednji, ne, ki ti rečeš, da to ne bo šlo, ne, pa rečeš 6, ne, on reče, joj, 6 pa res ne bi šlo, ker jaz imam pa 19 otrok, pa ne, in pa se tako nadaljuje. Ne. Skratka, to zdaj lahko traja dolg časa, ne, in to, kar te dva pogajalca spodbuja k temu, da se čim prej zmenita, ne, je v bistvu, da se jima mudi. Ne. Okay, ne. In zdaj v realnem svetu, ne, če gremo zdaj malo bolj na realni svet, ne, si lahko predstavljamo recimo prodajo enega zemljišča ali pa neke nepremičnine. Ne. Tam namreč nekaj časa traja, da se sestavi pogodba, to tudi nekaj stane, ne, zdaj, če se ta pogodba zavrne, potem lahko druga stran da svojo protiponudbo, ne, in tako naprej, ne, in to zdaj lahko pač še kar nekaj časa traja. Ne. No, in torej pač tisti denar, ki bi ga jaz lahko danes imel, ne, če bi se danes zmenil, ne, bi jaz lahko že vložil v banko in na to dobival neke obresti. Ne. In to je pač v bistvu potem čisto realna cena tega časa, ki preteče. Ne. Lahko, ne. Okay, ne. No in zdaj pač model je naslednji, ne, da pač je točno tako, ne, da je zdaj tukaj več krogov pogajanj in tako, kot sem rekel. Ne. No in rezultat tega modela, ne, je pa ta, ne, da zdaj tisti, ki je prvi ponudnik, ne, v prvem krogu ponudi natanko toliko tistemu, ki je na drugi strani, ne, da se v resnici ne splača čakati, da bi on bil zdaj v tej vlogi ponudnika v naslednjem krogu. Ne. Ker bi pač v bistvu on dobil mogoče malo večji delež pogače. Ne? Ne? Ker ko bi, ne, in to v bistvu, ko se to zapiše, ne, sta to zdaj dve enačbi, ne, za dve neznanki in se to reši, ne, ampak bistvo je v tem, ne, da tisti, ki je zdaj malo potrpežljivejši, ne, tistemu je pač lažje počakati na naslednji krog, ne, torej ga je treba v bistvu mu je treba dati malo večje nadomestilo, kakor tistemu, ki je malo bolj nepotrpežljiv. Ne? Okay? Skratka, rezultat tega modela je ta, da bolj potrpežljivi pogajalec ne, v bistvu dobi malo večji kos pogače. Ne? Zato, da se njegovem zahtevi zadosti. Ne? In to si pač lahko predstavljamo tako, ne, da ta je tisti, ki ima mogoče v banki malo nižjo obrestno mero, po kateri bi lahko naložil denar. Ne? Torej se njemu v bistvu je manj mudi, ne? Ker je pač manj razlike od tega, če bo zdaj preteklo še 3 mesece. Ne? No in skratka, bolj potrpežljivi pogajalec bo zdaj dobil večji del pogače, ne? No in skratka, delež tega, ki je pa prvi ponudnik, ne, oziroma tega, ki je malo bolj potrpežljiv v bistvu, ne, to je bolj pravilno, ne, je malo večji. Ne? Okay. No, zdaj, tukaj sem jaz zdaj
tukaj sem pa jaz potem naredil neko malo modifikacijo tega modela. In to je zdaj samo tako kot ilustracijo tega, kako zdaj funkcionira ta ekonomska teorija. To je to, v bistvu, kar sem jaz vam povedal. To je v bistvu ta članek, ki je v bistvu izjemno slaven in zelo odmeven. Zato, ker je pač to nek zelo eleganten zapis neke tržne situacije, zelo preprost, z nekim smiselnim rezultatom, ki potem tudi da nam osvetli to, da pač zdaj bolj potrpežljivi dobi malo več. In to je napisal Rubinstein leta 1982 in ima to 2000 citatov in bo bržkone za to in za še kakšno drugo svoje delo verjetno nekoč dobil Nobelovo nagrado. Ampak to je v bistvu to. Okay, jaz sem pa zdaj pač v glavnem mi, ki smo pač malo bolj navadni smrtniki, pa potem malo zdaj tukaj to pošraufamo, te modele, in jaz sem tukaj zdaj v tem primeru, je pa tako, da v realnem svetu je velikrat tako, da te dva pogajalca nista čisto enaka, da je eden od njiju mogoče malo močnejši v tem smislu, da pač ima mogoče več možnosti, da bo on tisti, ki bo dal ponudbo. To je ena stvar. In zdaj sem pač jaz v bistvu ta model malo spremenil in rekel, zdaj pa lahko pač na mesto, da sta te dva pogajalca v tej sekvenci, da pač najprej prvi da ponudbo, potem naslednji, potem spet prvi in tako, da si predstavljamo zdaj te kroge pogajanj kot take, da v vsakem krogu se zdaj naključno izbere tistega, ki bo ponudnik. To je v bistvu zdaj abstrakten zapis te situacije, ker smo to njihovo pogajanje opisali kot naključno izbiro nekoga, ki bo ponudnik. In zdaj, če je nekdo mogoče malo močnejši, v močnejši pogajalski poziciji, bo imel več možnosti, da bo tisti, ki bo dal ponudbo v danem krogu. Skratka, moč, ta pogajalska moč je tista, ki določi nekje, da bo z večjo verjetnostjo tisti, ki bo dal ponudbo. In to je recimo, če si predstavljamo, če zdaj nekdo išče službo in se gre pogajati z nekim velikim podjetjem, če zdaj to podjetje v zelo močni pogajalski poziciji, se zna zgoditi, da bo v bistvu tukaj podjetje precej bolj verjetno tisto, ki bo dalo temu iskalcu dela ponudbo glede njegovega plačila. Če pa recimo to zdaj nek zelo specialen kader, ki ima pa neko zelo nišno specializacijo, ki jo je težko najti, bo pa mogoče zdaj ta deloiskalec tisti, ki bo z večjo verjetnostjo rekel, jaz pa hočem tolikle. In bo potem oni tisti, ki bodo lahko odgovorili ali pa ne. In zdaj drugače pa ta zapis tega modela pa je popolnoma enak kot prej, da pač v vsakem krogu ta, ki je izbran za ponudnika, da ponudbo in zdaj ta drug reče ja ali pa ne. Potem, če sta se zmenila, je zdaj te igre konec, če ne gremo v naslednji krog in potem zdaj spet ta, ki je izbran kot ponudnik, da ponudbo in tako naprej. In princip je v bistvu enak kot prej, da v prvem krogu tisti, ki bo ponudnik, da kompenzacijo drugi strani, tako, da se pač tej drugi strani ne izplača čakati na naslednji krog in s tem mogoče dobiti možnost, da bo pa zdaj on v tej vlogi ponudnika. Ampak zdaj seveda, če sta zdaj asimetrična tudi v tej moči, potem je pač ta, ki ni ponudnik, mogoče ima manj možnosti, da bo ponudnik v naslednjem krogu, pa se mu še manj splača čakati, kot prej, če bi bila enakovredna nekje. Okay, in to se potem v rezultatu se to izrazi tako, da pač tisti, ki je kot prej, tisti, ki je bolj potrpežljiv, dobi več, in tisti, ki ima večjo moč, dobi večji delež te pogače. Okay, in to je pač skratka neka taka mala modifikacija tega modela. Zdaj, preden grem na naslednji primer, bi sam še to rekel, da zdaj v teh mojih izkušnjah potem v realnem svetu jaz nisem osamljen. Namreč
eden od teh velikih ekspertov iz teorije iger in sploh iz te teorije o pogajanjih, ne, John po imenu, je nekoč šel na konferenco v Istanbul in z nekim prijateljem, ne, in tam na websajtu te konference, ne, je pisal, da je treba nujno se vnaprej dogovoriti s taksisti za ceno prevoza od letališča do centra mesta. Ne. Drugače pač po domače povedano jih bojo nasamarili. Ne. No, in ko sta zdaj teda prišla na letališče, ne, je John svojemu prijatelju rekel, ne, jaz sem pa tukaj en od največjih strokovnjakov za pogajanja, jaz vem, kaj delam, mi bo to drugače naredila. Ne. No, in sta se usedla v taksi, ne, sta se odpeljala do centra mesta in potem je tam ta taksist seveda njima ponudil neko fenomenalno ceno, ne, izjemno visoko, ne, za prevoz. Na kar je John rekel, ne, toliko pa midva že ne bova dala, midva bo dala pa B, ne, in to je bilo pač nekaj blazno nizkega. Ne. In potem je taksist rekel, to pa že ne, se pa mogoče najboljše, če se z mano nazaj peljeta na letališče, ker imamo v prtljažniku vajno prtljago. Ne. In potem je nazaj peljal na letališče in sta mu morala plačati po tej njegovi ceni pot v center in nazaj na letališče in potem dobiti drug taksi, da sta šli lahko nazaj. Ne. Skratka, Johnu se ta njegov pogajalski princip ni čist posrečil. Ne. Okay, ne, tako da jaz tukaj nisem zdaj edini, ne, ker ne zna. Ne. No, potem, no, zdaj smo tukaj v naslednji zgodbici, ne, ki je v bistvu tudi na nek način izpeljanka tega Rubinsteinovega modela in to je pa zgodba o pogajanjih med temi neodvisnimi poslanci o delitvi proračuna, ne, proračunske pogače. In to je spet v bistvu zelo slaven model, ne, in ta model pa zdaj poteka zelo podobno kot prej, ne, zato sem tudi omenil sploh mojo modifikacijo, ne, prejšnjega modela. Namreč tukaj gre tako, ne, da imamo zdaj mi neko število poslancev, ne, recimo predstavljamo si lahko zaradi mene slovenski parlament, ne, kjer jih je 90, ampak zdaj so neodvisni, pa vsi so enaki, pa vsi so enako nestrpni. Ne? Skratka, zdaj smo zelo poenostavili to situacijo in ta zapis naredili precej bolj preprost, ne? Kakor je v resnici. Ne? In v vsakem krogu, in spet je več krogov, lahko več krogov teh proračunskih pogajanj, v vsakem krogu je nekdo naključno izbran za tistega, ki bo predlagal delitev proračunske pogače. Potem bojo pa zdaj vsi ostali, ne? Bojo pa rekli, a se strinjajo ali ne. In če jih bo večina ta predlog potrdila, potem so zaključili, ne, in so zdaj proračun razdelili. Če pa ne, grejo pa v naslednji krog, kjer bo zdaj spet nekdo naključno izbran kot predlagatelj in potem spet naredi nek predlog in če večina to potrdi, potem je konc, ne, drugače gremo v naslednji krog in tako naprej, dokler se ne dogovorijo o tej delitvi. Ne. In spet pa če ta nestrpnost, ne, torej to, da zdaj mogoče en krog teh proračunskih pogajanj lahko traja nekaj tednov ali pa en mesec, ne, je tisto, kar jih žene v to, da se čim prej dogovorijo. Ne. Okay, ne. In skratka, tako natanko tako kot v tem prvem modelu. Ne. Okay, ne. No in zdaj, kaj pa, no in tukaj so zdaj pač vsi so enaki, ne, tako da to čim bolj poenostavimo. Ne. No, in seveda vsak predlagatelj, ne, zdaj zase želi čim večji kos te pogače in kaj mora zdaj on narediti, ne, on mora reči, ja, nič, ne, jaz bom zdaj pač vzel zase največ možno, ne, ampak bom poskusil zadostiti zadostnemu številu ostalih, da me bojo podprli v tem mojem predlogu. Ne. Okay, ne, skratka, tukaj je pač v bistvu ta neka logika, ne, ki si jo mogoče malo predstavljamo. Ne. In kaj to pomeni? Ne, to pomeni, da bom jaz skompenziral v bistvu tukaj v tem našem primeru, ne, 45 ostalih poslancev, z njihovo vrednostjo, ki bi jo oni dobili v povprečju, če bi počakali na naslednji krog. Ne. Skratka, zdaj z neko majhno verjetnostjo bo pač vsak od njih predlagatelj v naslednjem krogu, kjer bo dobil zelo velik kos pogače, ne. Pa potem približno s polovično verjetnostjo, ne, ker so vsi enaki, ne, bo pa izbran za enega od podpornikov. Ne. Ker pač jih zdaj rabim, ker jih vsak predlagatelj rabi samo polovico, ne, da podprejo njegov predlog. Ne. Vsem ostalim bom pa seveda dal nič. Ne.
Ne? Ker jaz pač jih rabim samo pol, da me podprejo. Ne? Zakaj bi zdaj delil tistim, ki jih ne potrebujem, ne? Karkoli. Ne? Okay, ne? In tako da pač zdaj v bistvu, ko mi to zapišemo, ne, smo ta problem rešili. Ne? To je to. Ne? In tukaj imamo zdaj v bistvu dve enačbi za dve neznanki. Ne? Neznanki sta pač zdaj to predlagateljev kos pogače, ne? In pa kos pogače, ki ga je treba dati temu, ki potem reče, ki bo mene podprl. Ne? Okay, ne? No in to je, skratka, to je spet en tak skrajno preprost model. Ne? No in rezultat je ta, ne, da pač v bistvu zdaj predlagatelj dobi malo več kot polovico pogače, ne? Potem te, ki so podporniki, dobijo vsak nekaj malega, ne? Vsi ostali pa pač nič, ker se jih ne potrebuje, ne? Ker so itak v opoziciji, ne, recimo. Ne? Tako, ne? Ampak tukaj v bistvu so vsi neodvisni, tako da to zdaj tukaj ni res nekih strank. Ne? Tako naprej. No? No, skratka, to je v bistvu zelo preprosta zgodba. Ne? In pač konča se zdaj tako, ne, da se to vse zgodi v prvi rundi. Ne? Ker zakaj bi čakali, če itak vemo, kaj je treba narediti. Ne? Jaz bom pač skompenziral te moje podpornike, to, kar jih moram. Ne? No, in to ne, se zdaj dejansko uporablja, ne, mogoče kot za analizo tega, kaj se dogaja v realnih političnih sistemih, ne, recimo v ameriškem kongresu, kjer v nekem smislu so relativno neodvisni te njihovi poslanci. Ne? In pač empirični testi dejansko potrdijo to, ne, da te predlagatelji, ne, recimo te, ki so na komiteju za proračun, dobijo pač seveda večji kos pogače kot tisti, ki niso. Ne? Ampak mogoče ne zdaj toliko grozno večji, kot predvideva model. Ne? Tako da ta model mogoče je bolj zaradi neke te svoje estetike, pa zato, ker nam da neko orodje, s katerim pač mi zdaj lahko analiziramo take situacije v realnem svetu. Ne? Tukaj lahko omenim še to, ne, da v bistvu te problemi politične narave, ne, so v bistvu zelo komplicirani za tako ekonomsko analizo. Ne. No in potem je en zelo slaven ekonomist, ki je tudi dobil Nobelovo nagrado, to je bil pa Arrow, ne, je v bistvu dokazal nek izrek, ki po domače pove to, kar je nekoč rekel Winston Churchill, ne, namreč da od vseh slabih političnih sistemov je demokracija mogoče še najmanj slaba. To je zdaj, jaz malo sem priredil, ne, njegov izrek ni čisto tako, no, ampak v bistvu je tak zelo eleganten in zelo splošen izrek o tem, zakaj je težko nekje narediti volilni sistem, kjer bo vse delovalo racionalno, ne, oziroma zakaj je to nemogoče. Ne. No in ko je Arrow, ne, zgodba je taka, ne, da ko je Arrow pač to naredil tam v 60-ih letih, ne, so ga Kitajci povabili, da je hodil okoli po Kitajski in to predaval, ne, tam, ne, imel pač svoj tur. In z njim je bila pa seveda ena velika gruča funkcionarjev, ne, ki so okoli hodili z njim. No in potem je enkrat na nekem letališču jih je dosegla neko slabo vreme in so bili pač tam zataknjeni. In je en od teh funkcionarjev predlagal, da zdaj pa pač ne on njim spredava ta svoj izrek. Ne. In je potem Arrow to naredil, ne, in je to trajalo približno 3/4 ure, ne, in bolj, ko se je bližal koncu, bolj se je čutil nek tak nemir, ne, v tej publiki. Ne. In potem tam nekje proti koncu en od funkcionarjev dvignil roko, ne, in je gospod profesor Arrow, ne, je rekel, ja, prosim, ne, in ta pač vprašal, a vi ste dobili Nobelovo nagrado za tole? Ne. No, pač, ker je to bilo v bistvu tako preprosto. Ne. Ampak je v bistvu ta estetika, ne, in v bistvu na koncu pa tudi nek vpogled, ne, v svet okoli nas, ne, ki ga zdaj ta odgovor skozi model osvetli širše. Ne. To je tisto, ne, ki nekako naredi stvar zanimivo. No. No, ampak zdaj, če se vrnem na ta model Barrona in Fairjohna iz leta 1989, ki ima spet 2000 citatov, ne, je spet v bistvu izjemno pomemben. No, je tako, ne, da v realnosti, ne, so pa te poslanci bolj ali manj nestrpni. Ne.
To je recimo ena stvar. Ne. Lahko si to predstavljamo tako, ne, da tisti, ki so že bolj v letih, ne, če nekdo zelo mlad, ne, tisti mogoče vejo, da ne bojo več imeli prav velik rund v parlamentu, ne, in pač se jim zato že malo bolj mudi, ne, lahko je tako. Lahko imajo različne zahteve svojih volilnih okolišev. Ne. Druga stvar je pa tudi to, ne, da če se zdaj vrnemo na pogajanja v ameriškem kongresu, ne, to so pač tisti člani komiteja za proračun, dejansko imajo tudi večjo moč, ne, ker pač oni so v komiteju za proračun in bojo precej bolj možno oni predlagatelji te delitve proračunske pogače kot pa nekdo drug. Ne. Tako da zdaj ta predpostavka, da so vsi tukaj čisto enaki, ne, nas malo moti. In pa se pa izkaže, ne, da kljub preprostosti tega modela, ne, če pa zdaj hočemo mi to rešiti v splošnem, ne, da so pač oni pa zdaj različni med sabo, ne, je pa to izjemno kompliciran problem. Ne. Ampak to je čist tak računski problem. Ne. To je osnovna algebra, to so linearne enačbe, pa jih ne znamo rešiti, ne, v splošnem. Ne. No. In skratka, ta problem je bil 27 let brez rešitve, ne. In jaz sem ga pa rešil. In gre pa takole, odgovor, ta rešitev gre pa takole, da rečemo, da so zdaj naprimer te poslanci različno potrpežljivi, ne, pa mogoče ne prav preveč različno potrpežljivi, pa imajo lahko ne prav preveč različno moč. Ne. No in zdaj pač, tako kot prej, ne, se predlagatelj, ne, v prvem krogu, ne, se vpraša, koga bom pa jaz zdaj povabil v svojo zmagovito večino, ne, da me bo podprl. Ne. Ja, glede na to, da jaz hočem imeti največji možni del pogače, ne, bom pač povabil tiste, ki so najcenejši. Ne. Ne. In zdaj, če pač vzamemo ta prvi model od Rubinsteina, ne, kjer je pač tisti, ki je bolj potrpežljiv, ne, dobi večji kos pogače, ne, v povprečju, ne, to pomeni, ja, pa bom pa jaz povabil tiste, ne, ki so bolj nepotrpežljivi, ne, zato ker pač tistim se bolj mudi, ne, in jim lahko pač skratka rabijo manjšo kompenzacijo za to, da me bojo podprli. Ne. Ne, in s tem bom pač jaz moral manjše deleže potalati drugim, ne, meni bo pa ostalo več. Ne. Skratka, jaz bom sestavil najcenejšo možno večino. Ne. Okay, ja, no, ampak če pa zdaj tako, ne, pa če vsak možni predlagatelj razmišlja točno tako, ne, potem pa tudi, če bomo šli zdaj mi v drugi krog, ne, bo vsak od teh ta bolj nepotrpežljivih poslancev, ne, vsak možni predlagatelj njih izbral skoraj zagotovo v svojo zmagovito večino. Ne, zato ker pač bojo oni še zmeraj tisti, ki so cenejši. Ne. To pomeni, da so oni dosti bolj pogosto izbrani kot tisti, ki so bolj potrpežljivi. Ne. Ampak to pa pomeni, ne, da če so bolj pogosto izbrani, pa bolj verjetno dobijo ta delež kot podporniki. Ne. Ja, kar pomeni, da jih je v bistvu treba več skompenzirati kot tiste, ki so bolj potrpežljivi. Ne. Čakaj, ampak potem pa to pomeni, da so te, ki so najcenejši, so hkrati tudi najdražji. Ne. To pa ne more biti. Ne. Ne. Skratka, v ravnotežju, ne, je tako, ne, da še zmeraj vsi dobijo natanko isto kompenzacijo. Ne. Kako se pa to uravnoteži? Ja, tako, ne, da se tiste, ki so mogoče malo bolj potrpežljivi, malo manjkrat izbere v zmagovito večino. Ne. Da jih mogoče ne izbere vsak predlagatelj v svojo zmagovito večino, ampak kakšni ja, kakšni pa ne. Ne. Tiste, ki so pa bolj nepotrpežljivi, ne, tiste se pa malo večkrat izbere, ne, v zmagovito večino, v ravnotežju. Ne. In s tem se pač te njihove deleže uravnoteži, ne, in vsak dobi enako, ne, in zdaj potem no in tako se potem to reši. Ne? Okay, ne? Zdaj, pač, to je mogoče malo zafuzla, ne? Zato ker mi enostavno nismo navajeni, ne? V vsakdanjem življenju, ne? Razmišljati v tem smislu, ne? Tega ekonomskega ravnotežja. Ne? Zakaj zdaj to mora biti tako? Ne? Ampak to je zdaj. Ne? No in zdaj bom jaz mogoče malo apeliral na vaše zaupanje, ne? Zato ker tukaj zdaj ne rišem in pišem enačb, ne? Ampak tukaj se tako izkaže, ne, potem, ne, da v bistvu je rezultat ta, ne, da v tej situaciji potem tisti, ki je bolj potrpežljiv, v povprečju dobi manj, kot tisti, ki je manj potrpežljiv. Ne. In moč, ne, dokolikor pač nimajo prav preveč različne moči, pa sploh ne vpliva na njihovo, na to, koliko oni dobijo zdaj tega deleža pogače. Ne.
Zdaj, če bi nekdo bil res izjemno močnejši, potem bo to seveda vplivalo, ne? Ali pa če bi bil nekdo izjemno bolj potrpežljiv, bi tudi v bistvu dobil malo več. Ampak če pa niso prav preveč različne, ne? Potem je pa potrpežljivost obratno sorazmerna s tem, kolikšen delež pogače dobijo, ne? V politični situaciji, moč pa na to sploh ne vpliva. Ne? Skratka, to je precej drugače, ne? Kakor v tržni situaciji. Ne? In smo se v bistvu tukaj zdaj nekaj naučili, ne? Da pač moramo mi v teh političnih situacijah, ne, nekako ta ekonomski razmislek, ne, predvideva, da se bo ta dobiček, da bodo te deleži dobička, ki jih ljudje dobijo, ne, imeli drugačne lastnosti kot v neki tržni situaciji. Ne. Da v bistvu pač bo nekako, če si tako predstavljamo, tisti, ki je bolj nestrpen, ne, politikant, ne, bo dobil več. Ne. V tržni situaciji pa to ravno obratno. Ne. Okay, ne. Tako da v bistvu nam ta izjemno preprost opis situacije, ne, za spet nam je nekaj razjasno. Ne. Okay, ne. Dobro, ne. Jaz upam, da vas še nisem čist zgubil, ne, oziroma da nekje. Ker zdaj pridemo pa še do najbolj takih zanimivih reči. Ne. Ta model Barron and Ferjana, ne, to se tudi uporablja, ne, kot sem rekel, ne, v praksi. Ne. Recimo tudi pri analizi pogajanj v Evropskem parlamentu, čeprav tam je mogoče to že malo bolj komplicirano. No, zdaj, ta še malo bolj zanimiv primer je pa naslednji, ne, kjer imamo mi parlamentarno demokracijo, ne, tako kot pri nas, ne, in predstavljati se, ne, pač v nekih normalnih volitvah, zdaj nobena od strank ne bo imela absolutne večine in bo morala pač nekje se pogajati z drugimi strankami, ne, zato da bojo nekje si razdelili resorje, ne, skratka spet neko to pogačo politične moči, ne, okay, ali pa političnega dobička, ne, zato da bojo lahko sestavili skupaj večino. Ne. In zdaj, tukaj je pač Shapley leta 1953 predlagal neko svojo rešitev, ki se je zdaj pač reče Shapleyjeva vrednost, ne, in on je tudi med drugim tudi zato, ne, dobil leta 2012 Nobelovo nagrado. Ne. In zdaj to vrednotenje moči teh koalicijskih partneric, ne, to je pač eno, da se bom takoj malo bolj v detajle razložil, kako to funkcionira. Ne. Začnemo pa lahko še malo bolj preprostim primerom in to je stopnišče v stolpnici. Ne. Tako, ne, da to malo poenostavimo. Mi imamo zdaj eno tako stolpnico, ne, ki ima stopnišče, ki ga je treba čistiti, ne, in to je treba potem plačati eno čistilko. Ne. In zdaj ena družina živi v prvem nadstropju, druga živi v drugem nadstropju, tretja živi v tretjem nadstropju, pa recimo, da imamo 4 nadstropja, ena četrta v 4. nadstropju in tako naprej. Ne. In vprašanje je zdaj to, ne, kako bi si razdelili ceno te čistilke, ki čisti stopnišče. To je zdaj že malo težko izgovoriti. In pač zato, ker tista družina, ki je na prvem nadstropju, oni uporabljajo samo ta prvi del tega stopnišča. Ne? Zakaj bi zdaj oni plačevali 1/4 vsega? Ne? To mogoče zdaj ni najbolj fair. Ne? Po drugi strani, ne? In zdaj Shapleyjeva vrednost, ne, Shapleyjev predlog za rešitev tega problema, ne, se izkaže, ne, da je tak, ne, da ta družina, ki živi v prvem nadstropju, plača 1/4 svojega nadstropja, potem tisti, ki živijo na drugem nadstropju, plačajo 1/4 prvega nadstropja, pa 1/3 drugega, tisti, ki so na tretjem, plačajo 1/4 prvega, 1/3 drugega, polovico tretjega, ne? Tisti, ki so pa na zadnjem nadstropju, plačajo pa pač v svoj delež, pa še vse te preostanke v gospodi. Ne? Okay, ne? In to je mogoče po eni taki zdravi logiki, ne, se to zdi mogoče smiselno. Ne? Zdaj pač ne vemo. Ne? To je pač predlog. Ne?
Tukaj zdaj ni nikakršnega modela pogajanj v zadnje. To je pač čist nek predlog, ki ima nekakšne lastnosti potem. In zdaj ena malo bolj zanimiva motivacija je pa ta, kako uvrednotiti moč parlamentarnih strank z različnimi deleži glasov v parlamentu. In zdaj si lahko tukaj predstavljamo dva primera. V prvem primeru imamo tukaj 90 sedežev, in v prvem primeru imamo mi 3 stranke, ki so mi, vi in oni. Mi imamo 40 glasov, vi imajo 18, oni imajo pa 32 glasov. In zdaj za vladanje je potrebna večina. In vprašanje je, a je moč stranke sorazmerna številom glasov. In zdaj, seveda bo tukaj v tem primeru bodo mi tisti, ki bodo predlagali premijeja, ampak zdaj v smislu te moči pri pogajanjih za resorje pa vprašanje zdaj, če so oni ravno 2-krat toliko močni kot naprimer vi, ker v bistvu zato, da imajo večino, oni nujno rabijo še eno od ostalih 2 strank. In tudi ostali 2 stranki sta v bistvu v natanko enaki poziciji. Namreč tudi vi bi lahko vladali in bi s katerokoli od drugih 2 strank lahko imeli večino. In oni enako. Skratka, v bistvu so v popolnoma neki zelo simetrični situaciji. In Šapljeva vrednost v resnici tukaj predvidi, da ima vsaka od teh strank enako moč. To je mogoče malo ekstremen primer. Zdaj, kaj pa zdaj naslednji primer? Recimo, da so zdaj vi razpadli v 3 stranke, so to vi, ve in vo, te ostali so pa še zmeri isti. In zdaj pa to malo drugačna situacija. Namreč mi zdaj potrebujejo samo eno od teh 3 malih strankic, da lahko zavladajo. Oni potrebujejo vsaj 2, te male stranke potrebujejo pa ali mi, ali pa še eno malo stranko in oni. Skratka, tukaj je zdaj, pri čemer vsaka od teh 3 malih strank je pa enaka, tako da v bistvu nekje med sabo tudi tekmujejo. Naprimer, če je zdaj mi predlagatelj premijeja, potem imajo v bistvu te 3 manjše stranke precej slabšo pogajalsko pozicijo, kakor če bi bila to samo ena mala stranka, ki bi v bistvu bila, ki bi imela to moč, da da večino onim, mi, stranki. In to se potem tudi v bistvu tako izkaže pri tem Šapljevem predlogu. In kaj je Šapljev predlog? Je ta, da dajmo mi tako narediti. Dajmo reči, da je moč stranke njen povprečen doprinos k zmagi. Zmaga je pa zdaj, večina je vredna 1, manjšina je vredna pa 0. Povprečen pa glede na vse možne vrstne rede, v katere lahko uredimo te stranke. To je tako, da bi zdaj imeli tukaj neko sobo in pride zdaj predstavnik prve stranke noter v sobo in pogleda in reče, imam jaz zdaj že večino, in reče, ne, torej je moj doprinos tej večini 0. Ker pač sem še zmeri, imam manjšino, torej nisem še zmagal. Potem pride naslednji noter in če sta zdaj te 2 skupaj v tem vrstnem redu, če zdaj že določata večino, potem je zdaj ta naslednja stranka tukaj imela doprinos 1, zaradi tega, ker je prej bila manjšina, ko so pa oni prišli skozi vrata, je pa zdaj to večina. Skratka, v tem vrstnem redu, recimo, če bi bila najprej mi, potem vi, potem ve, vo in oni, bi tukaj imeli mi doprinos 0, vi bi imeli doprinos 1, ker bi z njimi to potem zdaj postala večina, vsi ostali bi imeli pa spet doprinos 0, ker je zdaj to že večina in ko so oni prišli noter, se nič ni spremenili. In zdaj, ko to naredimo po vseh možnih vrstnih redih in ovrednotimo doprinos vsake te stranke v tem danem vrstnem redu in potem delimo s številom vrstnih redov, potem dobimo Šapljevo vrednost. Tako da v bistvu si nekako simetrično predstavljamo to možnost, kdo bo tisti, ki bo predlagatelj premijeja. In če to zdaj tukaj naredimo, potem bi ugotovili, da imajo mi zdaj tukaj precej večjo moč kot v prvem primeru.
In oni, na primer, ne, imajo pa precej manjšo. Ne. To bi se pač tukaj pokazalo. Ne. Čeprav se njihovi deleži v parlamentu, ne, število glasov, ki jih oni imajo, se sploh niso spremenili. Ne. Ampak če pogledamo, ne, recimo tukaj v vrstnem redu, ker oni pridejo prvi, ne, v to sobo, ne, potrebujejo ali mi, ne, da pridejo naslednji noter, pa je to v redu, ali pa recimo, če imamo vrstni red, da gremo iz te strani, ne, tja, ne, potem bojo oni potrebovali še dve stranki, ne, torej bojo imeli dve, ne, bojo imeli tukaj doprinos ena. Ne. Skratka, manjši delež vrstnih redov, v katerem imajo doprinos ena oni, se bo zgodil tukaj kot v prvem primeru. Ne. Tako da no, to je pač, tukaj bi bila pač tem Šapljeva vrednost nekako manjša. Ne. Ne, in je pa to pač, se pravim, ne, to je v bistvu zanimivo zato, ne, ker dejansko vemo iz realnih situacij, da to tako nekako poteka. Ne. Ne. Da tam, kjer ima ta mandatar več možnosti za izbiro svojega koalicijskega partnerja, ima pač v bistvu boljšo pogajalsko pozicijo, ne, in zaradi tega pač ima v bistvu večjo moč. Ne. In to se pač tukaj zgodi. Ne. No, ampak tukaj to je pač zdaj, ta Šepljev model, ne, je v bistvu abstrakten, ne. V smislu, da pač tukaj nismo zdaj mi sestavili nekega pogajalskega modela, ne, kako zdaj ta predlaga, potem pa vsi ostali rečejo ja ali pa ne, in če so se zmenili, potem si bojo zdaj razdelili resorje, ne, tako kot v prejšnjih dveh modelih. Ne. Tle smo mi predlagali nekakšno, Šeplje predlagal nekakšno smiselno formulo, po kateri se lahko zdaj oceni, kdo bi bil zdaj bolj ali manj močan. Ne. Zdaj se pa lahko mi tukaj kregamo, ne, zdaj ta formula res smiselna ali ne, ampak ima neke lastnosti nekake relativno poštene delitve, ne, in v bistvu vse te stranke obravnava relativno simetrično. Vse to je pač to, nekako, da jih čim bolj pošteno obravnavamo. Ne. Mogoče pri stopnišču, ne, bi bilo to tako, ne, da se zdaj treba te stanovalce nekako prepričati, ne, zakaj je zdaj to smiselno in pošteno. Ne. Ne. In da se ne bojo tisti na 4. nadstropju kregali, ne, da pač to zdaj pa njih preveč zahteva. Ne. No in zdaj, tukaj sem pa čez to, spet v bistvu s to rešitvijo mojega prejšnjega problema, ne, pa lahko v bistvu jaz tukaj naredim pogajalski model, ne, za to isto situacijo, ne, ki je pa zdaj v bistvu enak, ne, kot v pogajanjih pri delitvi proračuna, ne, s tem, da pač zdaj, ko je nekdo predlagatelj, ne, te delitve, ne, se zdaj lahko tukaj predstavljamo koalicijske partnerje, ne, ki imajo različno volilno težo, skratka različno moč, ne, pač volilno, ne, in je zdaj pač prvič moč, torej možnost, da bo nekdo predlagatelj, je sorazmerna s tem, kolikšen delež ima v parlamentu, ne, v skupščini. Skratka, tisti, ki ima več sedežev, bo tudi bolj verjetno predlagatelj. Drugo je pa to, ne, da ima seveda pač tisti, ki ima več sedežev v parlamentu, ima tudi večjo težo pri glasovanju, ne, in rabi mogoče manj ostalih partnerjev, da bojo potrdili njegov predlog. Ne. In zdaj pač imamo tukaj nekakšen alternativni pristop k ocenjevanju moči teh koalicijskih partneric, recimo v tej parlamentarni situaciji. No in kot v tistih prejšnjih začetnih dveh modelih, ne, imamo tudi tukaj potem se to poveže na nestrpnost ali pa na potrpežljivost. Ne. In v bistvu je spet tako, ne, da če so vsi enaki, ne, potem bo tisti, ki je bolj potrpežljiv, v resnici dobil manjši delež pogače. Ne. Če imajo pa zdaj različne teže, volilne teže, ne, bo pa ta potrpežljivost spet malo vplivala na to, ne, ampak spet zato, ker je to politični primer, ne, bojo bolj potrpežljivi dobili v bistvu malo manj. Ne. Tisti, ki so pa bolj nestrpni, pa mogoče malo več. Ne, ampak, ne, tako da zdaj to mogoče ima neko dodano vrednost v tem kontekstu Šapljevega predloga. No, ampak kot pri Šeplju, ne, tudi tukaj
delež ni sorazmeren številom glasov, ne? Ampak je v bistvu imajo te stranke, ki lahko odločajo o večini, ne, imajo v bistvu, bojo imeli malo večjo moč kot tiste, ki ne. No in zdaj, kje bi se pa to lahko uporabljalo in kje to se v resnici uporablja? Ne? In to tudi v končni fazi v litigacijske namene, recimo v Ameriki, ne? Recimo stečajni postopek, kjer imajo različni delničarji različno težo, ne, ker imajo pač različno količino delnic tega podjetja, ne, ali pa različni upniki. Ne, tam je treba zdaj nekako oceniti, koliko od te stečajne mase, ne, bi zdaj v teh pogajanjih vsak od njih dobil. Ne. Ali pa to zdaj lahko pač ali za analizo takih situacij, ne, ali pa tudi mogoče že za sam predlog v taki situaciji. Ne. Se potem lahko uporabi ali Šapljeva vrednost, ne, in se uporablja Šapljeva vrednost. Jaz upam, da mogoče se bo tudi moja alternativa, ne, ampak to je pa vprašanje. Ne. No, skratka, kako razdeliti to stečajno maso. Druga uporaba je, naprimer, kako razdeliti dobičke v kooperativnem ali zadružnem poslovanju. Skratka, mi imamo recimo neko zadrugo, ki nekaj proizvaja, ne, in to je zdaj v modernem tem zahodnem kapitalizmu se zmeri več teh zadružnih oblik pojavlja, ne, in je treba ovrednotiti v bistvu delo vsakega posameznika. Ne. Seveda zdaj en predlog je, ne, da so vsi te deleži popolnoma enaki. Ne. Ampak lahko je pa tudi tako, ne, da mogoče zdaj nekdo dela več kot nekdo drug, ne? In zdaj vprašanje, kakšen je doprinos tega viška njegovega dela k končni produkciji, k končni produktivnosti te kooperative. Ne? Je to zdaj, je on dejansko deležen vsega tega viška, ne, ki ga je pridelal, ne? Ali je mogoče pri tem še vseeno so pomembni tudi tisti ostali, ne, ki pa mogoče dajo malo manjši vložek, ne, ampak brez njih se pa tudi ta višek ne bi mogel zgoditi. Ne. In tukaj pa je spet ta Šepljeva vrednost, ne, nek predlog, ki je v bistvu a priori, ne, iz ene take filozofske, ne, to je Rawlsove originalne pozicije, ne, vse te sodelavce simetrično obravnava, ne, preden so oni si izbrali te svoje deleže, ki jih bojo vlagali v kooperativ. Ne. No in potem to se lahko dela tudi recimo pri zadružnih oblikah organizacij, ne, to je recimo stanovanja, ne, zadružna stanovanja so tudi zdaj v zahodnem svetu zmeri bolj popularna, ali pa zadružna uporaba avtomobilov. Ne. Skratka, da je tukaj pač neki skupni avtomobili, ki se jih uporablja, ne, in zdaj pač kako to, glede na to, da pač to ni zdaj za nek dobiček med zadružniki, ne, ampak je samo vprašanje, kako je treba zdaj razdeliti ceno te uporabe, ne, pač je Šapljev predlog en smiselen in pravičen. Ne. No, uporablja se pa Šapljeva vrednost tudi za tisti prvi, moj prvi slajd, ki se ga ni videl, ne. To je zacenitev električne porabe pri prenosu elektrike skozi omrežje. To je pa v bistvu izjemno pomemben problem, ne, ker tam pa pač hočemo zadostiti tem zahtevam, da se vsa cena proizvodnje in omrežja pokrije in da je to čim bolj pravično in tudi na nek način smiselno. Ne. Seveda zdaj pač upamo, ne, da nekje v tem modernem svetu, ne, da ta argument te pravičnosti, ne, da še zmeraj ima neko težo. No, zdaj, uporablja se pa to potem tudi še v trženju, ne, ker imamo recimo mi, da nekdo lahko oceni, koliko so zdaj različni atributi nekega izdelka doprinesli k končni tržni ceni. Ne.
pač, tukaj tudi so te tržniki uporabljali Šapljevo vrednost. Ne? Da potem lahko ugotovijo, kjer atribut je najbolj pomemben za to, da je pač ta izdelek toliko vreden na trgu, kakor je. Ne? No, zdaj pa jaz ne bom več, jaz mislim, da je to verjetno nek tak smiselna dolžina, ne, te moje zgodbe danes. Bi pa povedal samo še eno tako anekdoto, ne, za konec. Ne. Moj isti dober prijatelj Toni Calvo, ki je rekel, da je pač nekje, mogoče on ni bil edini, ne, da je ekonomija nekje med pripovedništvom in matematiko, ne, ta ekonomska teorija. Ne. On je meni enkrat povedal naslednjo zgodbo. Ne. In rekel tako, ja, ampak jaz pa res ne vem, kjer od teh mojih člankov, ki sem jih jaz napisal, je meni tako najbližji pa najbolj zanimiv. Ampak v bistvu je tisti moj članek, ki smo ga objavili v reviji politične ekonomije, ki je objavila Chicago. Ne? In to je en članek, ko so ga oni objavili o medsebojni shemi zavarovanja med nekimi visokogorskimi kmetovalci v Andori. Toni je bil namreč iz Andore. In skratka, oni zato, da so to naredili, ne, to je bila neka taka starodavna shema medsebojnega zavarovanja, recimo pred požari. Ne. Če je nekomu hiša pogorela, ne, kako bojo zdaj njemu njegovi sosedje pomagali, ne, oziroma koliko bo vsak od njih vplačal v skupni fond, da če se kaj takega zgodi, da lahko oni medsebojno sebi to pomagajo, ne, kar je seveda zdaj pač tudi odvisno od tega, kdo je premožnejši, kdo je manj premožen, ne, tako da to ni čisto enostavno vprašanje. Ne. No in skratka, oni so zdaj najprej intervjuvali te visokogorske kmete, ne, to je naredil Toni, ne, potem so iz tega sestavili tak matematični model, ne, no in potem pač razmišljali o tem, je zdaj ta model učinkovit, ne, dobre lastnosti, ne, bi se ga dal še kaj izboljšati, ne, to shemo, ne, no in so potem pač po dolgih letih raziskav, ne, in potem dolgih letih pošiljanja tega dela na revije, ne, so to objavili v tej izjemno prestižni reviji. No in potem je pač Toni, ne, rekel, no dobro, zdaj bom pa jaz, ko smo mi to objavili, ne, bom pa jaz se zahvalil tem kmetom, ne, gor v hribih in je pač enega od teh svojih sogovornikov našel pač tam na svoji kmetiji, ne, za to veliko mizo, ne, in Toni pride tja na kmetijo in reče, veste, gospod, ne, tisti, ki so se mi zadnjič pogovarjali, tisti je bilo pa zelo fajn, ne, in ta kmet ga tako gleda, ne, in potem Toni reče, veste, je bilo res dobro, ne, in mi smo potem napisali eno zelo zanimivo delo, ne, ki je bilo res fajn, ne, da ga še zmeri tako gleda, ne, pa si predstavljam, da pač tam so v zadju gore in hribi in tako, ne, in potem Toni reče, no, ampak tole smo mi to poslali čez ocean v Ameriko, veste, v veliko mesto, v Chicago, in tam se je tudi tem ljudem v velikem mestu zdelo to res dobro. In ta ga še zmeri gleda, ne, in potem Toni reče, pomembnim in pametnim ljudem, in potem so oni to nam objavili in se je še vsem ostalim to zdelo res fajn, ne, in ta kmet ga še zmeri gleda, ne. No, in potem Toni počasi že se izpoje, ne, in mu zmanjka besed in ne ve več čist, kaj bi rekel, ne, in je tam že malo neudoben in neugoden in se malo preseda, ne, in potem mu ta kmet še malo pusti, da je Toniju neugodno, ne. In po vsem tem času, ne, pol kmet Toniju reče, ampak poba, kaj ti misliš, da mi smo pa kle gor neumni, ali kaj? Ne, skratka, poanta je v tem, ne, da pač taki res lepi modeli, ne, iz ekonomske teorije, ne, so v bistvu enostavno produkt ene zdrave kmečke pameti, po domače povedano. Ne. In v bistvu smo mi ekonomisti tisti, ki jih mnogokrat samo povzamemo od nekoga, ki se jih je že pred nami spomnil, ne. In jih potem upišemo, ne. Ampak se pa potem kljub vsemu, ne, se pa potem s tem včasih tudi kaj zanimivega naučimo, ne,
kar potem lahko apliciramo v bolj sofisticirane situacije. Ne. In to je recimo en lep primer tega. Ne. Zdaj, ravno pred kratkim je izdala, je bila tudi v slovenščini izdana knjiga Daniela Kahnemana, ki je tudi Nobelov nagrajenec, katere naslov je Misliti hitro in počasi. Ne. On pravi, ne, da zato, da človek razvije dobro intuicijo v stvareh, ne, mora vložiti v bistvu veliko ur dela v to, ne, in zelo dobro razumeti osnovna načela. Ne. In da potem te ljudje, ki imajo dobro intuicijo, pa sploh ne vejo več, kako so do tega prišli ali zakaj, ne, so se pravilno odločili. Ne. No, in potem da Kahneman da kot primer tega nek požar v hiši, ne, kjer so gasilci zdaj gasili, ne, in v enem trenutku je vodja teh gasilcev rekel, zdaj moramo pa nujno ven, ne, in so dejansko vsi pobegnali iz hiše ven in v tistem trenutku se je hiša sesula, zato ker ni gorel v kuhinji, kakor so mislili, ampak v kleti. Ne. In ni jasno, kako je zdaj vodja teh gasilcev to začutil, ne, ampak zato, ker je bil izkušen, ne, je to nekako vedel. Ne. Skratka, kljub temu, ne, da so te naši modeli zelo preprosti mnogokrat, ne, so lahko pol tudi izjemno uporabni, ne, kadar gori hiša, recimo. Ne. Upam. No, skratka, najlepša hvala, no, za tole povabilo in za pozornost. Mogoče bi jaz izkoristil priliko kot prvi, ker sem tukaj najbližje, pa postavil kakšno vprašanje na začetku, pa predam ostalim tudi možnost. V tehniki naravoslovju imamo navado, da modele vedno empirično ovrednotimo, preden rečemo, da to so pa res modeli procesov. Ne. Se pravi, teorija najprej in potem v bistvu empirično vrednotenje. Kako je s tem v teoriji ekonomije? Tega je v resnici kar nekaj, s tem, da danes, ne, je tega empiričnega ovrednotenja veliko tudi v laboratoriju, ker se to ovrednoti eksperimentalno, tako da se v bistvu dejansko testira model sam. Ne. Tako, kakor bi to naredili mogoče v naravoslovni znanosti. Ne. In skratka, da se sprogramira recimo, ne, ta prvi model, ki sem ga opisal, ne, da se v bistvu sprogramira program, ki omogoča natanko tak opis pogajanj med dvema pogajalcema, ne, in potem vzamemo zdaj tukaj neko število subjektov in mi rečemo, ne, ki se jih potem nagradi dejansko toliko, kolikor oni v vsaki od teh iger, ki jih odigrajo, dobijo. Ne. Skratka, če se zmenijo v prvem krogu, pa dobi prvi 25 centov, ta drugi pa 75 centov, ne, potem boste ona dva dejansko to na svoj račun na koncu dobila. Ne. Tako da se jih v bistvu motivira natanko tako, kot bi to bilo v modelu. Ne. In tako, ne, zdaj pač tukaj je nekaj diskusije, koliko je to potrjeno, ne, v laboratorijskih okoljih, ne, ampak v glavnem se izkaže, da to kar deluje. No. Ja. Tako da, drugače pa, ker se je pa bolj problem, da v praksi, ne, recimo čista empirija, ne, pač zdaj mi imamo ogromno veliko šuma, ne, ogromno šuma, ko gledamo zdaj dejanske realne ekonomske scenarije. Ne. To je tako, kot če bi hotel meriti gravitacijo s tem, da spustimo list papirja, da pade na tla. Ne, ker je, tako da tam, ne, je potem zelo težko ovrednotiti dejansko, koliko so te modeli res prav, ne, ker so toliko stilizirani, ne, da so toliko enih stvari ven izključili. Ne. Ampak ne, se jih pa potem uporablja za to, da se jih kot gradnike nekih bolj zahtevnih študij. Ne. Recimo, kadar se študira trg dela, ne, in kako se zdaj obnaša trg dela, ne, se tipično ta Rubinsteinova rešitev, ne, ali pa nekaj izjemno podobnega, ne, uporabi kot končni prediktor tega, kako se bo določila cena oziroma kako se bo določila delitev dobička med delodajalca pa iskalca dela. Ne.
recimo v analizah trga dela, ne, se ta model izjemno veliko uporablja. Ne. Ali pa ne, v analizah pogajanja med pari, ne, kako oni v tem svojem družinskem okolju ne, razdelijo to pogačo, ne, v smislu, kdo mora zdaj koliko delati, naprimer. Ne. Tako da, Bistvo oziroma teorija zadaj za temi problemi, ki ste jih predstavljali, je v bistvu teorija iger. ja. In očitno je to zelo uporabno teoretično orodje. Lahko na hitro zaključimo, da je v bistvu ekonomija ena sama igra. Ja, mislim, kako bi, jaz upam, da ne, no. V smislu, ne, oziroma ja, ampak zdaj pač vprašanje tega, kako se pravila te igre postavljajo. Ne. Zdaj pač, če to igra z nekimi pravili, ki se jih potem skušamo držati, ne, je to lahko v redu. Ne. In to je tudi v bistvu ena od vej ekonomske teorije, ne, ki se ukvarja natanko s tem, ne, kako sestaviti pravila, institucionalna pravila, ne, da se bo potem rezultat, ne, v tej inštituciji, ne, da bo rezultat točno tak, kakor bi si ga nekje želeli. Ne. Naprimer, zaradi mene, čim bolj učinkovit, ne, skratka, da smo čim manj resursov vrgli stran, ne, ali pa da je mogoče lahko tudi čim bolj pravičen. Ne, ne, skratka, tukaj potem imamo lahko veliko različnih parametrov, ki so od želja. Ne. Ja, ampak, ja. Vprašanje iz občinstva. Dve vprašanje, če smem. Eno je, recimo, jaz nekako si predstavljam, da se da zaračunati distribucijo električne energije oziroma stroške distribucije. Na drugi strani pa ta zadnji primer, ki ste ga omenil, je pa zelo močen človeški faktor noter. Ne? Zato me zanima, kakšna je stabilnost teh modelov in algoritmov v takih primerih, ker človeško reakcijo je ponavadi težko vključiti v matematičen model. In drugo vprašanje je, recimo, tvorba koalicije po volitvah. Kakšna je napovedna moč vaših modelov? Ja, sej pravim, ne, da recimo točno te koalicijski modeli, ne, mogoče če najprej to vprašanje, ne, ko se jih dejansko pogleda na realnih podatkih, ne, zdaj, mogoče tukaj začetek ta ovrednotenja je model sploh v redu, ali ne, preden gremo tukaj na napovedno moč, ne, se skaže, da pač ta princip, ne, da je odvisnost rezultata od konstelacije tega, kako so zdaj te stranke razdobljene ali ne, da je približno taka, kot jo predvideva na primer Shapley. Ne. Pač približno, da ima neke take smernice. Ne. Zdaj, odstopanja so seveda lahko zelo velika, ne. Ampak v smislu, da pa ni sorazmerno z številom glasov, ne, ki jih imajo te stranke, to je pa verjetno res. Ne. Ne. Tako da zdaj nekje natančnost te napovedne moči, ne, Mogoče lahko to kot človeški faktor. Vam bom povedal, bom odgovoril takole. Ne. Naprimer, ta Rubinšteinov model, oziroma nekaj še malo preprostejšega, ne, ki je zelo podobno, ne, so testirali v več različnih kulturah. Ne. In tam je pač bilo tako, ne, da je bila igra naslednja. Ne. En da predlog, ta drug pa reče ja ali pa ne. Ne. Če reče ne, pol dobita nič. Ne. No, in napoved v bistvu ekonomska, ne, tako teoretična je, da pač tisti, ki da predlog, da ta drugemu skoraj nič, ne, on je pa seveda skoraj nič bolj zadovoljen kot z nič, ne, in reče ja. Ne. To je pač ne bi bil rezultat. Ne. No in pol so to testirali v različnih kulturah, ne, in recimo celo pri nas, ne, to je delala Vesna Prašnikar, med drugim je bila sodelavka na tem, to je zelo znana študija. Ne. In pri nas se je izkazalo, ne, da so ljudje v glavnem dajali predloge tam nekje okoli polovice, ne, ali pa včasih mogoče malo manj, ne, pač ta drugmu, ne, in takrat, ko je bilo manj kot pol, ne, je ta drug rekel ne.
Skratka, mi imamo zelo to nekako ali pol ali pa nič. Ne? Ja. In to je bilo zelo podobno kot v Izraelu, mislim. Ne? Pol v Keniji, v neki pač tej malo manj razviti civilizaciji, ne? Pač v nekem plemenu, ne? Je bilo tako, da je bila ta napoved teoretska popolnoma natančna. Ne? Pa je bilo pa eno pleme na Baliju nekje, ki je bilo pa tako, da so jim ponudili, da so ponudniki ponudili skoraj vse, ne? Na drugi strani je rekel pa ne. In pa se je skazalo, in se pa človek malo to razmislil, zakaj je to tako, ne? Je bilo to zato, ker je bila to neka kultura v bistvu lovcev na divje prašičke, ne? No in to so pač moški hodili loviti te divje prašiče, ne? To je pač, ne? In potem, ko so zdaj prišli nazaj iz lova, ne, tisti, ki je bil zelo dober lovec, ne, jih je ujel veliko, ki je bil slab, ne, jih je ujel zelo malo, ne. Ampak pa je pa ki je bil dober lovec, ne, že zato imel nek statusni simbol, ne. Drugo je bilo pa, da pač ki jih ni nič ujel, ne, v bistvu bil v škripcih, ne. In mu je takih je veliko ujel, ne, bi pač rekel, jaz ti dam vse, ne, jaz to lahko kadar čem, ne, ni problema, ne. In je to pač v bistvu kot nek znak prezira, ne, in to pač njemu dvigne status, ne, hkrati pa tudi kot nek dolg. Ne? On je zdaj njemu dolžen. Ne? In oni so seveda to igro, ne, ko so te eksperimentatorje, ne, njim predlagali, ne, gledali skozi oči te svoje normalne situacije. Ne. In pol pa pač postane, tako da pač to je pa mogoče malo ta človeški faktor, ne, da pač seveda zdaj pač imamo v realnem svetu vprašanje, ne, kako zdaj dejansko gledamo na to situacijo, ki jo pač mi zdaj tako opišemo. Ne. Prvo vprašanje je bilo o stabilnosti modela. Stabilnost. Stabilnost modela. Ja, to je pa dobro vprašanje. To je pa zdaj malo različno, ne. Čisto matematično lahko zaidete tudi v nek lokalni minimum, ne. Če iščete neko ravnotežje, imate lahko posebej, če je veliko parametrov, imate lahko veliko nekih ravnotežnih možnih stanj, ki pa vprašanje, če so realne, ne. To je res, ne, sej tipično, ne, tipično v bistvu so veliko teh ekonomskih ravnotežij v nekem matematičnem smislu lahko precej nestabilnih, ne. Zato, ker zahtevajo, ne, recimo, če gremo na tisti primer, ne, Klejs, je ta volilni primer, ki so malo različni, ne, da pač vseeno v bistvu vsi dobijo isto kompenzacijo, da se tako ta problem reši, ne. To je v bistvu v nekem smislu zelo nestabilna rešitev, ne, zato, ker morajo pač vsi predlagatelji z natanko ta pravimi verjetnostmi v bistvu izbirati svoje podpornike, ne. Drugače pa to ne bi delovalo, ne. Ampak, tako da na površju je to mogoče malo vprašljivo, ne, ampak če gledamo recimo zdaj sorodne stvari, ne, pa veliko primerov iz realnega sveta, ne, kjer se točno to dogaja. Naprimer, delale so se študije na fuzbalerjih, ne, na nogometaših, kjer so gledali, kako zdaj pri penaltijih, ne, pri prostih strelih, kako kam meri strelec, ne, ali gre v center, ali gre levo, ali gre desno, tako poenostavljeno, ne, in kam gre golman, ne. In zdaj, če to upišemo kot igro, ne, je v bistvu rezultat ta, ne, da bi moral iti golman približno eno tretjino časa na levo, eno tretjino časa biti na sredini, eno tretjino časa na desno, ne. Ta, ki pa strela, pa tudi približno isto, ne. In to je v bistvu nestabilna rešitev, ne, matematično gledano, ne. Ampak, ko ti to pogledaš empirično, ne, pa to dejansko približno res. Ne. In isto pri tenisu, recimo pri servisu so tudi delali podobne študije, ne. Tako da, to ni pa zmeraj, ne, tako da, ja, to je težko. Torej, če pogledamo nek model popolne konkurence, prej ste omenili tržnico, ne, kjer se dva pogajata o ceni nekega produkta in ste omenili, da je potrpežljivost pogajalca pa neka pogajalska moč, ki vpliva na končni rezultat. Kako pa vpliva moč argumentiranja, se pravi utemeljevanja svojih izhodišč, prav verbalna sposobnost
utemeljevanja, zakaj imam taka izhodišča, da imam prednost lahko v pogajanjih, če ste to tudi, kako ste to umestili. Ja, to je mogoče spet, to je zelo dobro vprašanje, ne? In to je pa mogoče eno tako vprašanje, ki ga v bistvu mi teoretični ekonomisti, recimo, ne, temu, težko nekje odgovorimo na, ne? Ker rabimo v bistvu bi rabili nek formalni zapis tega, kaj zdaj pomeni to, da je nekdo boljši utemeljevalec. Ne? In ena možnost bi bila ta, ne, da pač v bistvu ta skozi to svoje skozi svojo boljšo sposobnost izražanja, da je on večkrat sposoben dati ponudbo, naprimer, ne, in bo potem pač na ta način verjetno v prednosti. Ne. Ampak to verjetno ni najbolj tak zaželjen zapis tega. Ne. Mogoče bi rabili malo boljši zapis tega, recimo, emocionalne inteligence v nekem smislu, ne, kako, ne, ampak to se pa tudi, to pa v bistvu tudi imamo malo, ne, tega, kako nekdo zna oceniti svojega nasprotnika, ne, kot, lahko bi si tukaj predstavljali, ne, da jaz ne vem, koliko močan je moj nasprotnik, ne, pa on ne ve, koliko močan sem jaz, ne, in potem je pa tisti, ne, ki ima zdaj več nekje boljšo sposobnost te emocionalne inteligence, ne, je bolj sposoben oceniti tistega na drugi strani, ne, in ima s tem v bistvu neko informacijsko prednost, ne, naprimer. Ne. To bi bil meni tak, zdaj tako, če malo skuham, ne, tukaj na licu mesta, ne, mogoče približek odgovoru na vaše vprašanje. No. Ampak, ja, ampak je pa to so pač stvari, ki jih nekako se pol trudimo. No. Ja. Zdaj, ko sem vas poslušal, se mi zdi, da tista stranka, ki ima boljša teoretična ekonomista v ekipi, zmeraj zmaga. Tista korporacija, ki jih ima več, boljše gre. Imate kakšno informacijo, koliko teoretičnih ekonomistov je po službah v takih neakademskih službah? A je to poklic, ki je danes iskan, ali je to nekaj zelo eksotičnega? Ja, to je pa tako zdaj, ne. V bistvu pri, recimo, to je v bistvu, tukaj ste me pa zdaj dobili, ne, na tem, kjer je treba ekonomista dobiti. Ne. Namreč, če so moji argumenti kaj vredni, ne, potem ne imajo tudi tržno vrednost, ne, v bistvu. Ne. Tuše, ne, kako se temu rekli, ne. No, in zdaj odgovor na to je, tukaj gre pa mogoče zdaj malo, da navežem na prejšnje vprašanje, ne, da je mogoče malo tukaj znanje tega argumentiranja, skratka prodajanja, ne, lastnega znanja, ne, je pač pomembna reč, ne, ampak izkaže se, ne, da recimo velike, recimo Microsoft, ne, ali pa Google, pa tudi razni drugi tech startupi, ne, ali pa tudi telekomunikacijske družbe, ne, pa zdaj, no, to so zaposlovalci teoretičnih ekonomistov, ki v bistvu ljudi, ki znajo dobro teorijo iger, ne, ali pa Amazon recimo, ne, ali pa zdaj recimo Uber, ne, oni so v Ameriki zaposlili par mojih študentov v resnici, ne, ker jih pač, ker v bistvu zato, da oni nekje razumejo, ne, Uber to je ta sistem, ne vem, če publika ve, ne, to je v bistvu platforma, ki iz vsakega voznika naredi potencialnega taksista, ne, in potem preko platforme jih poveže z iskalci prevozov in tako naprej. Ne. In zdaj seveda pa če tukaj zelo veliko vprašanj tega dizajna, ne, kako je treba zdaj motivirati prevoznike, ne, kako bi zdaj zaračunavali ceno, na kakšne načine, ne, in predvideti, kakšen bo zdaj rezultat v ravnotežju tega, ne, pa kako se bo potem moja konkurenca na to odzvala. Ne, in tako da pač
v bistvu tukaj so te teoretični ekonomisti, ali pa tudi sploh ljudje, ki znajo teorijo iger, izjemno iskani. Potem so pa še druge tipične situacije, kjer je pa mogoče kombinacija znanja teorije iger in potem tudi, vse to je posod malo tako, in potem znanja obdelave podatkov. So pa recimo zdaj telekomunikacijske družbe v Ameriki, kjer se na dražbah prodaja telekomunikacijski spekter. In zdaj dražbe so nekaj, s čemer se teoretična ekonomija izjemno dobro zna ukvarjati. Tukaj imamo podobno enostavne modele, ki so izjemno natančni, in so tudi bile podeljene Nobelove nagrade za to in tako naprej. In je tipično tako, da so te teoretični ekonomisti, nekaj časa pa so tako, da so bili teoretični ekonomisti kot svetovalci vlade, ki je pač v bistvu na teh dražbah hotela čim več iztržati, in tudi hkrati svetovalci podjetij, ki so se potegovali za ta spekter. Včasih celo isti ljudje, ampak dobro, zdaj tega ni več, moram malo tihant. Ampak so pa to je pa v bistvu res dober biznis in tudi svetovalski zaslužek za vse. Tako da ta dela so. Mogoče tukaj v našem prostoru tega še ni prišlo toliko do izraza, ampak ja, to se tudi prodaja. Vsi te ravnovesne stanja, ki ste jih izračunali, dejansko zgleda, kakor da igralci že vnaprej lahko izračunajo to ravnovesno stanje in potem vsaka igra se konča po enem koraku. Zdaj iz lastnih izkušenj vemo, da se te igre tipično ne končajo po enem koraku, ampak zahtevajo več iteracij. Zdaj, zakaj, kako bi to razložili? Zakaj je treba v realnosti večkrat iti skozi to igro, da prideš do ravnovesja, in zakaj se ne da kar ponuditi ravnovesno ceno? Jaz vidim, da vi že razmišljate kot ekonomist. Namreč točno to vprašanje so si potem teoretični ekonomisti tukaj zastavili. Ker pač so rekli, recimo v prvem primeru, ali pa tudi v tem, ta primer političnih pogajanj je mogoče preveč kompliciran, ampak v prvem primeru tega pogajanja med kupcem in prodajalcem, in so rekli, ja, zakaj pa zdaj to se v praksi ne zgodi v prvem trenutku? Točno to. In potem pač ena taka možna razlaga, ki se je v tej literaturi potem pojavlja, je ta, da je stvar v tem, da tukaj smo mi zdaj vso zadevo blazno poenostavili. Namreč vsi pogajalci vedo natančno to, koliko je tisti na drugi strani potrpežljiv, naprimer. Ali pa tudi vedo natančno, kakšno ponudbo je ta na drugi strani pripravljen sprejeti zaradi tega. In zaradi tega se to konča v prvem trenutku. In zdaj, potem so pač te teoretični ekonomisti rekli, ampak to v praksi ni res. Kaj pa če v bistvu jaz zdaj ne vem čist natančen, koliko je tisti na drugi strani potrpežljiv? Kaj moram pa pol narediti? In izkaže se, da je pač pol to malo bolj kompliciran in potem pa tudi pride do tega časovnega zaostanka lahko. Skratka, da se stvari ne končajo v prvi rundi, ampak zato, ker jaz rabim nekaj časa, da po reakciji svojega nasprotnika malo razberem, koliko je zdaj on potrpežljiv, dam pravo ponudbo in hkrati on tudi v teh iteracijah, teh krogov pogajanj. Tako da ja, ampak to je potem tipično vprašanje, ki si ga potem mi zastavimo v naslednjem koraku. Rečemo, ja, to je vse zelo lepo in prav, ampak tukaj pa zdaj to ni čistko. Še kakšno vprašanje? Če ne bom pa jaz postavil zadnjo vprašanje, mogoče bolj za šalo kot za res. Ali poznate kakšnega teoretičnega ekonomista, ki je na podlagi tega, da je uporabljal svojo teorijo, obogatel? Ja. Mislim, iz prve roke ali? Da je uporabljal pač svojo teorijo in na ta način s tem dokazal, da je res v bistvu uporabna.
Hočete imena? Ne, samo. Ja, odgovor je absolutno, seveda, seveda. Odlično, se pravi, se splača to raziskovati. Hvala lepa še enkrat za predavanje in za odgovore na vprašanja.